Danes praznujemo binkošti. Praznik, ki ga lahko imenujemo tudi kot čas poživljanja od Boga. Bog je začel graditi svojo cerkev na zemlji. Binkošti so začetek cerkve, krščanstva za mnoge. Bog je živi Bog. Bog prinaša napredek, tako da začne čase poživitve. Napredek od Boga lahko pride z nenadnim skokom. Če pogledamo nazaj, to se je zgodilo Mojzesu. Okrog 1500 let pred Kristusom je sprejel znanje o živem Bogu, ki se mu je prikazal v gorečem grmu. To ni bil zgolj samo neka informacija, ampak živo razodetje Boga. Eno od velikih poživitev od Boga je tudi krščanstvo. Sledilo mu je mnogo sprememb, kot so renesansa, reformacija, industrijska revolucija, znanstvena doba in podobno. Znotraj krščanstva imamo različna obdobja. Eno od zadnjih je binkoštno, karizmatično, obnovitveno gibanje, ki prinaša ponovno odkritje in delovanje Svetega Duha. Milijoni vernikov imajo danes novo razumevanje obljub Svetega pisma. Na začetku 20. stoletja se je začelo eno od svetovnih prebujenj, ki je vplivalo na mnoge cerkve po svetu. Prinašalo je poglabljanje posameznikove vere. Verniki so spremenili ali doživeli večje spoznanje o Bogu in slavljenju Boga. Pravo krščanstvo je Kristus. Njemu pa lahko resnično vernik služi samo po Svetem Duhu. Sam Bog prinaša poživljanje. Živi ljudje se odzivajo na življenje. Življenje prve cerkve ni bilo v neki formi, zunanji obliki, ampak spremembi človeških življenj. Vse, kar je povezano z Bogom, je živo. Eno največjih tragedij v zgodovini odločitev cerkve, da je v čaščenju Boga prevzelo eno držo potlačenih čustev. Resnobnost, imenovati spoštovanje, je zloraba te besede. Če pogledamo, kako je Bog deloval na binkošti, katerega se danes spominjamo, je prineslo v življenje prvih vernikov čisto novo dimenzijo. Ko je prišel binkoštni dan, so vsi bili zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je vstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Cerkev se je začela z izlitjem Svetega Duha, katerega je Jezus obljubil učencem. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Po Svetem Duhu je prišlo ponovno poživljanje Boga na človeštvu. Ko Bog poživlja in spreminja človeška življenja, prihaja do velikih sprememb. Jezus je postal center oznanjanja in odrešitve človeštva. Peter je pridigal: nikomur drugem ni odrešenja,
zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Izlitje Svetega Duha na Binkošti je postavilo v ospredje Jezusa kot odrešenika. Prinaša rastočo vero in hrepenenje po Bogu. Prinaša moč in navdušenje nad Jezusom. Človek poln Svetega Duha ima karizmatični žar. Bog ni neko otopelo, brezčutno medlo bitje. En od načinov, da odstranimo medlost, otopelost, duhovno mrtvilo je, da smo izpolnjeni Svetim Duhom. Izlitje Svetega Duha na Binkošti je prineslo poživitev od Boga in tudi različne reakcije ljudi. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Drugega so spraševali, kaj naj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili, sladkega vinca so se napili. Tedaj je vstal Peter z 11, povzdignil glas in jih nagovoril. Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele 3. dnevna ura. Temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu. In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog, razlil bom od svojega duha čez vso meso in prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere. In vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle bom v tistih dneh izlil od Svetega Duha in bodo prerokovali. In dal bom čudeže zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji, kri in ogenj in dimne oblake. Sonce se bo spremenilo v temo in mesec v kri, preden pride veliki in sijajni Gospodov dan. In zgodilo se bo, vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Kaj od tega imamo še danes v naših krščanskih cerkvah? A doživljamo to na naših bogoslužjih, navdušeni nad Bogom, ki deluje med nami? A deluje Sveti Duh med nami in smo polni Svetega Duha? A prerekujejo naši sinovi in hčere? Mladeniči imajo videnja in starejši sanje od Gospoda? A se godijo med nami čudeži? In mnogi kličejo Gospodovo ime in so odrešeni. A smo tako izpolnjeni Svetim Duhom, da besede, ki nam jih daje Sveti Duh, prekipevajo iz nas? Izguba polnine Svetega Duha potlači pravo, gorečo vero v Jezusa, njegovo moč in oblast. Človek poln Svetega Duha ima karizmatični žar in je velikokrat preveč navdušen za religiozno okolico. Kaj hitro se religiozni ljudje začnejo spraševati, ali je to od Boga? Ali kot so nekateri na Binkošti rekli, sladkega vinca so se napili. Globje svetopisemsko spoznavanje Svetega Duha kaže, da bi evangelij moral biti prežet z močjo in delovanjem Svetega Duha. Delovanje Boga, razodetje njegove bližine, prisotnosti, nam kaže, da so ljudje na različne načine tudi čustveno se odzvali. Ko je kralj David videl Gospodovega angela, je padel na obraz. Ko je David
Povzdignil oči, je videl Gospodovega angela stati med zemljo in nebom, z golim mečem v roki, ki je bil iztegnjen proti Jeruzalemu. Tedaj so padli David in starešine, oblečeni v raševino, na obraz. Ko je Janez videl Jezusa, pravi, ko sem ga zagledal, sem se zgrudil k njegovim nogam in kakor mrtev. On pa je položil name desnico in rekel, ne boj se, jaz sem prvi in zadnji in živi. Bil sem mrtev, glej, živim na veke vekov in imam ključe smrti in podzemlja. Kralj David je padel na obraz. Apostol Janez se je zgrudil pred razodetjem Jezusa. Mi pa se čudimo, če danes ljudje odreagirajo drugače, kot smo navajeni v nekih naših predstavah in oblikah. Poživitev od Boga prinaša tudi osvoboditev naših notranjih frustracij, ki se pokažejo navzven z našimi fizičnimi ali čustvenimi reakcijami. Sveti Duh je Bog, ki deluje na zemlji človeških življenjih. Kjer teče življenje od Boga, tam so pozitivne spremembe na vseh smereh. Pavel jasno pravi, ne sramujem se evangelija, saj vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. Na bingoš nedeljo se vprašamo za vse, ki oznanjamo evangelij. Koliko naše oznanjanje, pridiganje zveni, da je evangelij Božja moč. Krščansko delo ne more biti opravljeno brez maziljenja Svetega Duha. Biti voden, gnan od Svetega Duha, je model nove zaveze. On je motivator in motivacijska moč v današnjem modernem izražanju, če hočete. Nekaj zaključnih misli na bingoš nedeljo. Bog nam ne narekuje, kaj moramo storiti, saj smo bili ustvarjeni svobodno voljo. Bog ne sprejema odločitev namesto nas. Tako je tudi z polnino Svetega Duha. Kaj bomo storili z obljubo, ki se je izpolnila na binkošti, je naša odgovornost. Bog nam ponuja odrešitev in izpolnitev s Svetim Duhom. Peter jim je odgovoril, spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor jih bo k sebi poklical Gospod naš Bog. Amen.